Zdaj se posvečamo glavni zgodbi. Izrael, Libanon in Združene države Amerike so pravkar podpisali okvirni sporazum v Washingtonu DC, ki ga predstavljajo kot prvi pravi korak k temu, kar bi lahko sčasoma postalo mirovni dogovor med dvema državama, ki se že desetletja bojujeta. Tukaj je, kaj dejansko vsebuje. Izrael se bo umaknil iz dveh majhnih območij v južnem Libanonu, ki so zunaj njegove varnostne cone, za katera IDF pravi, da jih vojaško tako ali tako ne potrebuje. Libanonska vojska vstopi, nato se vzpostavi vojaška koordinacijska skupina pod okriljem ZDA, ki nadzira izvajanje. Poleg tega, Washington namenja $100 milijonov humanitarne pomoči in $30 milijonov za podporo libanonskim oboroženim silam. In kar je ključno, dogovor vzpostavlja proces, katerega cilj je sčasoma razorožiti Hezbolah, pri čemer so nadaljnji izraelski umiki povezani z merljivim napredkom na tem področju. Toda ameriški državni sekretar Marco Rubio sam to imenuje začetek začetka. Hezbolah ni podpisnik sporazuma in že zdaj pravi, da ga Libanon ne more uveljaviti, ne da bi začel državljansko vojno. In tri strani na podpisni slovesnosti so očitno opisovale tri popolnoma različne dogovore. No, zdaj se nam pridružujeta David Daoud, višji sodelavec Foundation for Defense of Democracies, in upokojeni major Shadi Khalil, nekdanji častnik varnostne cone IDF v južnem Libanonu, ki to območje pozna bolje kot skoraj kdorkoli. Gospoda, dobrodošla. David, najprej bi se rada obrnila nate. Gledal si tisto tiskovno konferenco in rekel si, da sta Rubio in libanonski veleposlanik kasneje govorila popolnoma različne stvari. Pojasni nam natančno, kaj to pomeni, ker če se tri strani ne morejo dogovoriti o tem, kar so pravkar podpisale, kaj so potem sploh podpisale? Hvala, da ste me povabili. Ni toliko to, da se ne morejo dogovoriti o tem, kar so podpisali. Sporazum je pač sporazum. In predstavniki Izraela, Libanona in Združenih držav so pod to dali svoja imena. Način, kako so izpeljali tiskovno konferenco, pa nakazuje, da se dogaja še nekaj drugega. Libanonska veleposlanica je celo ni hotela niti omeniti imena države Izrael, ni želela vzpostaviti očesnega stika s svojo izraelsko kolegico in ni želela priznati nobenih skrbi države Izrael. Tega dela sicer ne pričakujem od libanonske predstavnice, vendar pa v svoji izjavi ni omenila nedržavnih skupin, kar je v nasprotju z okvirnim sporazumom. Torej brez omembe Hezbolaha. In zahteva, ki je bila postavljena, torej to, kar je povedala, da naj bi ta okvir omogočil, je bila vrnitev libanonskih prebivalcev v južni Libanon, kar je zahteva Hezbolaha. Zdaj bi lahko rekli, da gre zgolj za besede. To je samo diplomatski žargon. Ampak če libanonski uradniki niso pripravljeni ali sposobni niti ostati v Washingtonu DC, kaj to pomeni? To je okvir za razorožitev Hezbolaha, potem me skrbi njihova pripravljenost, da sprejmejo te ukrepe doma. Še posebej, ko pogledamo predsednika Holanda in premierja Noaha Salama, v katera sta bila vložena velika pričakovanja glede njunega protihezbolskega stališča. Toda povedali so, da se bo proces razorožitve Hezbolaha zgodil skozi dialog in soglasje, kar pomeni, da sedemo s Hezbolahom, se pogovarjamo z njimi, jih lepo prosimo, ali se želijo razorožiti. Ta proces je propadel. Ta proces je med letoma 2006 in 2023 očitno propadel. In ta proces je prav tako očitno propadel med 27. novembrom 2024 in 2. marcem 2026. Ko se obrnem na veleposlanika Leiterja, si mislim, no, ne govorite z isto osebo, ker se zdi, da so cilji tiste druge osebe bistveno drugačni od vaših. Prav. Rada bi se obrnila na majerja Khalila, da slišim vaše mnenje o tem. Služili ste v tej varnostni coni. Izrael se umika iz dveh območij, za katera pravi, da jih vojaško ne potrebuje, vendar bo iz strogo vojaškega vidika trdno držal prvotni tamponski pas. Ali je to smiselno, ali pa se Izrael odpoveduje nečemu, kar je tukaj pomembno? In na koncu me zanima, ali je ta dogovor po vašem mnenju dovolj, da bi Iran menil, da je bil dosežen dogovor, ki bi resnično pomagal omiliti težave, ki jih ima z ZDA glede iranskega sporazuma? No, najprej ta dogovor po moje zveni zelo lepo. Upam, da bi se to lahko izvajalo korak za korakom, tako kot je dejansko podpisano, vendar dvomim, da se bo to zgodilo. In mislim, da libanonski uradniki dejansko želijo videti, da bi Hezbolah razorožili, vendar tega ne morejo uveljaviti in ne morejo izpolniti svojih obljub. To smo že videli od leta 2006, druge libanonske vojne,
ko imamo resolucijo 1701 Združenih narodov in pod nadzorom LAF, libanonskih oboroženih sil in UNIFIL-a. Pravzaprav se je Hezbolah krepil in oboroževal na naših mejah, pripeljal svoje vojake na prvo linijo na izraelsko-libanonski meji, brez dejanskega nasprotovanja strani libanonske vojske in UNIFIL-a. Zato dvomim, da bo to ponovno delovalo, čeprav je zdaj pod nadzorom CENTCOM-a. In zato pravim, če se ne bomo umaknili iz Južnega Libanona. To pomeni prav to. To pomeni, da nam mora libanonska vojska zdaj z uradnim dogovorom dokazati, da to zmore. Če tega ne bodo storili, se dejansko ne bomo umaknili. Umaknili. In jaz sem dejansko vprašal izraelsko vojsko, kaj se bo zgodilo, če to ne bo delovalo in se bo vojna znova začela. Hezbolah morali bi prevzeti nadzor vse do gorovja Libanon, do območja Gibeon in dejansko odrezati vzhodni del Hezbolaha od zahodnega dela Hezbolaha. In to sta dve trdnjavi, tako da jo lahko nadzorujemo in se v prihodnosti bolje borimo proti njim. Na tej točki bi se rada vrnila k tebi, David. Očitno že vidimo, da predstavnik Hezbolaha v parlamentu pravi, da libanonske oblasti ne morejo uveljaviti tega dogovora, ne da bi s tem začele državljansko vojno. Mislim, to se sploh ne dotika vprašanja, ali lahko dejansko fizično naredijo to, kar pravijo, da želijo narediti, torej razorožiti Hezbolah. Govorimo o politiki vsega tega. Če najmočnejša oborožena skupina v Libanonu tega ne bo spoštovala, kakšna je potem sploh vrednost tega okvira? In če se vrnemo k Iranu in njegovim zahtevam glede tega, kar se tukaj dogaja, misliš, da bodo sprejeli ta dogovor? Mislim, da bo Iran sprejel ta dogovor. Ja. V redu, torej dve vprašanji tukaj. Mislim, da bo vrednost tega dogovora na koncu odvisna od Združenih držav in od tega, ali si bolj želimo razpustitve Hezbolaha kot premirja z Iranom pod skoraj kakršnimi koli pogoji. Tako da v primeru pilotnih območij delim Šadijev skepticizem glede tega. Videli smo, da Libanon že vrsto let ne ukrepa proti Hezbolahu. Poznamo dejavnike, ki so privedli do te neaktivnosti. Zdaj predvajate posnetke podpornikov Hezbolaha, ki izgredajo na ulicah. Zato moramo razumeti, da moč Hezbolaha v Libanonu ne izhaja samo iz njegovega orožja. Izhaja iz ljudi na ulicah, približno 85% šiitskega prebivalstva, ki po anketah podpira Hezbolah. Zato obstaja verodostojna grožnja državljanske vojne. Uspeh tega dogovora bo torej ponovno odvisen od tega, ali bo IDF dejansko lahko preverila, ali je LAF razorožila Hezbolah. Če je naša želja kot Združene države dogovor z Iranom glede razpustitve Hezbolaha, potem bi lahko videl, da se navidezna razpustitev in navidezno izvajanje tega dogovora uporablja kot izgovor za nadaljne izraelske umike, da bi pritiskali na Izrael za dodatne umike. Prehitro bi rekli, glejte, LAF je opravil svoje delo. Ni potrebe, da ostanete tukaj, prosim, umaknite se. Prosim, nadaljujte z razširjanjem pilotnih območij, dokler ne pride do končnega umika. In potem, glejte, Hezbolah ni treba ponovno začeti vojne. Mislim, da si tega trenutno niti ne želijo. Želijo si le mir, da se lahko ponovno okrepijo, kar je, če mene vprašate, večja grožnja za Izrael. Če Hezbolah ustvari umetni mir, da se lahko ponovno okrepi. Kar se tiče Irana, Iran ne bo pristal na ta dogovor, če bo to vodilo v razpustitev Hezbolaha. Hezbolah, prav povezovanje Irana med prekinitvijo ognja v Libanonu in prekinitvijo ognja med ZDA in Iranom, ni bilo zato, ker bi jim bilo mar za Libanon. Ni zato, kot so nekateri poskušali trditi, da Iran poskuša žrtvovati Hezbolah, da bi dosegal dogovor z Združenimi državami. Prav nasprotno, poskušajo izkoristiti željo Združenih držav po dogovoru z Iranom, da bi rešili Hezbolah, ki je njihovo najdragocenejše sredstvo. Torej, če obstaja kakršnakoli možnost, da bi ta dogovor lahko trajno oslabil ali razorožil Hezbolah, Iran tega nikoli ne bo podpisal. No, rada bi se obema zelo zahvalila, da sta se nam pridružila. Zdaj bomo morali nadaljevati z naslednjo zgodbo. Mislim, da ostaja še veliko vprašanj o tem, kaj bo ta dogovor na koncu dejansko uveljavil. In vsi čakamo, da slišimo, kako bo Islamska republika dejansko odgovorila. Najlepša hvala, da ste bili z nami. Hvala, da ste me povabili. Zdaj je vojna spremenila vse v tej regiji. Morda pa nič bolj dramatično kot to, kako nekatere arabske države gledajo na Izrael in Iran.